seveda, ljudje božji. Ja, Ludvik, imamo mikrofon še odprt, jaz bom še zaključil, se vse sliši. Tukaj so, tako zdaj je zadeva beseda o tem teče, ker Ludvik nas vse tako dvigne energetsko z vsem tem svojim znanjem, z vsemi svojimi izkušnjami, ki jih ima, seveda pa mu tu nedvomno pride prav znanja prava, tako kot bi vsem nam. In danes sem dobil pismo iz Indije od mojega dolgoletnega prijatelja, ki sledi naše delo, sicer ni naš član, ampak sledi in takole mi je napisal, povezujem pa to njegovo besedilo točno na besede, ki jih je Ludvik povedal, vezano na izobrazbo. To se pravi, otroci danes, mladi danes, pa recimo, da so zdaj 20, 30, pa tudi 40 let in še več stari, ki jih je sistem pripravil do tega, da imajo v glavi podatke, ki jih ne znajo in ne morejo povezati, niti preveriti, za kakršnokoli znanje naj že gre, je tukaj čudovit zapis napisal in sicer je citiral Bertrand Russella in takole glasi. Če so tudi oblasti neumne, kar seveda se lahko zgodi, in tiho pristanejo na grobo ravnanje s tistimi, ki izkazujejo inteligenco, to so otroci, lahko so akademiki in tudi seveda študentje, politiki in tako naprej. V tem primeru bo nastala družba, v kateri bodo vse pomembne položaje osvojili tisti, ki jim neumnost omogoča, da ugajajo čredi. Takšna družba bo imela pokvarjene politike, nevedne učitelje, policiste, ki ne morejo ujeti zločincev in sodnike, ki obsojajo nedolžne ljudi. Takšna družba, tudi če živi v deželi polni naravnega bogastva, bo na koncu postala revna zaradi nezmožnosti, da bi na pomembne položaje izbrala sposobne ljudi. Takšna družba bo preganjajoča družba, ki bo kaznovala prav tiste ljudi, katerih zamisli bi jo lahko rešile pred katastrofo, čeprav bo lahko hlepela o svobodi in ji celo postavljala kipe. Vse to bo izviralo iz premočnega pritiska črede, torej najprej v šoli, nato tudi v svetu. Ker je prevelik pritisk, se tisti, ki usmerjajo izobraževanja, pravilno tega sploh ne zavedajo, da je to zlo. Pravzaprav so povsem pripravljeni, da to pozdravijo kot silo, ki spodbuja dobro vedenje. Odločil sem se danes, da ta zapis, ki mi ga je poslal prijatelj iz Indije in je citiral Bertranda Russella, z vami podelim, ker bolj natančno, ne vem, če bi lahko v tako kratkem zapisu vso bistvo tudi seveda podal in povedal.